Termodinamični proces od elektrarn, ki proizvajamo paro, zahteva od elektrarn kondenzacijo pare, ki ne oddaja dela turbinam, da se kondenzira in se vrača v sekundarni krog. V Nuklearni elektrarni Krško to izvedemo z odvzemom reke Save. Vkolikor pretoka reke Save ni dovolj, naravnega pretoka, se pravi, mi imamo na elektrarni sistem hladilnih stolpov, s katerim nadomestimo manjk pretoka reke Save in v bistvu recirkuliramo terciarni krog. Ohlajamo s hladilnimi stolpi dodatno ta medij Save, ki ga vračamo potem nazaj v reko Savo in s tem zagotavljamo administrativno omejitev 3 stopinj, s katerim imamo omejitev, se pravi, da ne segrejemo Save več kot 3 stopinje. Smo v preteklosti imeli s tem težave. V letu 2003, na primer, smo nekako kumulativno skoraj 3 mesece vozili elektrarno z nižjo močjo, zato smo v letu 2008 dodali obstoječemu sistemu dodatne 4 celice hladilnih stolpov in zagotavljamo v bistvu, da lahko v zelo nizkimi pretoki reke Save obratujemo na polni moči. Torej, danes elektrarna obratuje na polni moči z, bi rekel, zgodovinsko nizkimi pretoki potokov in rek in z enim dobrim sodelovanjem z gorvodnimi elektrarnami omogočamo in bomo omogočali še nadalje, da delamo z elektrarno na polni moči. Če se hidrometeorološke zadeve še slabšajo, seveda imamo na voljo naslednji ukrep, redukcijo moči, in upam, da do tega ne pride, kajti na energetskem področju v Sloveniji, predvsem pa tudi v evropskem prostoru je precejšnja kriza z energijo in vsak manjek elektrike pomeni veliko težavo. Torej, elektrarna obratuje na polni moči že od prejšnjega remonta, več kot 400 dni delujemo na polni moči in upam, da ostanemo na polni moči tudi do bližajočega se remonta.